Dobrodošli v podkastu. Danes mi je v čast gostiti doktorico Marušo Bradač, astrofizičarko mednarodnega kova, ki je med drugim sodelovala pri razvoju vesoljskega teleskopa James Webb. Doktorica Bradač je študirala v Sloveniji in Nemčiji, nato pa v ZDA nadaljevala raziskovalno delo na prestižnih univerzah, med drugim na Stanfordu, UC Santa Barbara in UC Davis. Odkrivala je nekatere od najstarejših oziroma najmlajših galaksij in dokazov za temno snov. Pred nekaj leti se je vrnila v Slovenijo in zdaj nadaljuje z raziskovalnimi projekti na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Med drugim je prejela priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije. Maruša Bradač, dobrodošla. Hvala. Dober dan. Z Marušo sva sošolca iz gimnazije in se bova zato tikala. Tako da bi kar začel. Torej, vesoljski teleskop James Webb je eden večjih tehničnih dosežkov človeštva in tudi na področju raziskovanja vesolja. In kako se človek sploh uvrsti v ekipo, ki razvija neko tako orodje, ki ga pošlje v vesolje? Torej, sama sem se uvrstila v takšno ekipo zaradi dveh stvari. Eno, bila sem na pravem času na pravem mestu, o pravem času na pravem mestu, druga stvar je pa bila, da sem imela tehnično znanje v točno določenem segmentu, to je bilo takrat gravitacijsko lečenje. In tako me je sedaj moj sodelavec Chris Willott, ki je bil takrat vodja tega projekta, povabil, da se mu pridružim. Spoznala sva se pa na eni konferenci in sicer v Aspenu, kjer smo skupaj smučali in tako je v bistvu iz takšnega poznanstva oziroma prijateljstva potem zrasla tale karierna pot. Zdaj gravitacijsko lečenje, lahko to malo bolj razložiš za naše gledalce, poslušalce? Torej, gravitacijsko lečenje je pojav, kjer nekakšen masiven predmet uklanja svetlobo. Se pravi, tudi med nama dvema je na primer tale miza, ima določeno maso in tale masa, podobno kot navadna leča, steklena leča, ukrivlja svetlobo. Seveda so efekti pri takšnih majhnih masah, kot jo ima ta miza, zelo majhni, tako da ne vidimo nobene popačitve. Mi v bistvu vidimo sliko, midva se gledava skoraj tako, kot sva v resnici, ne. Ko pa govorimo o teh kozmičnih razdaljah in seveda gromozanskih masah, tukaj gre za mase, milijone, milijarde sonc, potem pa se ta ukrivljenost zelo pozna in to ukrivljenost prostora in uklanjanje svetlobe mi za pridom izkoriščamo, kajti takšni objekti delujejo kot sem rekla, podobno kot navadne leče, se pravi, nam uspejo ali povečati objekt, tako da ga lahko lažje opazujemo oziroma ga osvetliti in tako naredi to naš teleskop, ki je že tako zelo zmogljiv, še zmogljivejši. Torej, se pa potem nekaj, kar je starejše, zamaknejo, da je bolj rdečem delu spektra, ne? Ja, se pravi, ker pa opazujemo na velikih razdaljah, imamo en problem seveda, kot vsak ve, če se umakneš recimo po noči z eno svetilko na veliko razdaljo, kaj kmalu te svetilke ne boš več opazil, kajti dlje kot je objekt, bolj šibka je svetloba, ki jo zaznavamo, ne. Tako da, če hočemo pogledati zelo globoko v vesolje, se pravi dosti daleč, so ti objekti zelo šibki, zato potrebujemo lečenje. Po drugi strani pa, ker se vesolje tudi širi, tale svetloba ne samo, da se v tem primeru ukrivlja, ampak tudi premakne se proti rdečim barvam, torej objekti postajajo vedno bolj rdeči. To pa je podoben efekt, kot ga imamo, če vidimo
reševalni avto za sireno. Frekvenca, ki jo oddaja, avto bomo slišali drugače, če bo avto stal zraven nas ali pa če bo ta odpeljal od nas stran z neko določeno hitrostjo. In ker se celotno vesolje širi, se te oddaljene galaksije tudi ne samo, da so daleč in da so šibke, se tudi oddaljujejo in tako svetloba se premakne v rdeči del spektra in zato smo za raziskovanje teh prvih galaksij, ki so daleč v zgodnjem vesolju potrebovali infrardeči teleskop. Zdaj, karierna pot te vodila iz Ljubljane prek Bona v Kalifornijo k vse večjim projektom. Kaj pa je spodbudilo tvojo odločitev za vrnitev? Torej, odločitev za vrnitev je bila v bistvu večplastna. Vrnila sem se kmalu po koroni in želela sem si družine in naenkrat sem ugotovila, da mi okolje v Združenih državah Amerike to ne omogoča, vsaj ne tako, kot bi si jaz zamišljala. Sicer sem živela v prelepem okolju zraven jezera Tahoe, hribi, narava, vse je bilo fantastično, ampak kaj se ljudje včasih mogoče ne zavedajo, seveda imaš ti tam plače, ki so visoke, ki so za slovenske razmere zelo dobre, ampak ko pa imaš ti otroka, je pa potrebno plačevati vrtce, je potrebno plačevati šole, je potrebno plačevati zdravnika in kar naenkrat ugotoviš, da je standard, ki ga imamo tukaj, dosti višji, čeprav imamo mogoče malo nižje plače. In prav zaradi tega nekako v meni je tlela tista želja, da bi prišla v Slovenijo nazaj. In takrat na začetku sem v bistvu prišla samo na raziskovalni obisk. Sem rekla, ajde pa gremo za 1 leto, da probam, da vidim, kako je živeti v Sloveniji, ali bi sploh, seveda jaz sem bila takrat v tujini že 23 let in seveda si je bilo malo težko predstavljati, kako je pa zdaj živeti v Sloveniji. Malo me je bilo strah, da imam samo nekakšno iluzijo, da je pri nas vse tako lepo. In zaradi tega sem malo še oklevala, ampak ko sem pa prišla v Slovenijo, ko so me na fakulteti za matematiko in fiziko sprejeli z odprtimi rokami, napisali smo zelo uspešen projekt skupaj z raziskovalci, je pa bila odločitev kristalno jasna in lahka. Kako so se pa ZDA spremenile v času, ko si živela tam 2 desetletji v bistvu? Kakšna je klima tam tekom tega časa? Torej, ZDA so se spremenile tekom mojega časa. Enih drastičnih sprememb ni bilo opaziti do korone. Potem s korono je seveda prišel ta šok, ki je zaznamoval celoten svet. In ta šok se je kazal tudi v tem, da je tudi za znanost financiranje je začelo upadati, zaupanje v znanost je začelo upadati, tako da jaz sem v bistvu potem sorazmerno hitro po začetku korone prišla v Slovenijo, ampak kar je pa bilo še bolj dramatično, je pa seveda, kar se dogaja zdaj. Sama sicer več ne živim tam seveda, ampak imam ogromno stikov z prijatelji in sedaj je pa klima resnično na enem najnižjih nivojev, kar smo jih kadarkoli doživeli. Ja. Kako se je pa Slovenija spremenila? Prej si omenila, da je bila v tvojih glavi še vedno nekam čislana in potem, ko si prišla sem, je bilo blizu tega? Je bilo v bistvu še boljše, kot sem si predstavljala. Jaz sem nekako vedela, da bo življenje lepše tukaj, sploh z družino. Sem se pa nekako pripravila, da bom mogoče karierno naredila korak navzdol. Se je pa izkazalo za ravno obratno. Jaz sem karierno naredila korak navzgor. Jaz sem se bala, kakšno bo financiranje znanosti v Sloveniji in kar sem seveda, česar se nisem takoj na začetku zavedala je,
koliko nam Evropska unija tukaj pomaga in koliko nam vse ta članstva, ki jih imamo, naprimer v ESI, v Evropski vesoljski agenciji, pomagajo, da pridobimo sredstva za raziskovanje. In druga stvar, ki je pa bila res perfektna, je pa tudi kvaliteta naših študentov. To me je neskončno presenetilo in kot sem rekla, vse skupaj tam, ko sem mislila, da bo mogoče naredila korak nazaj in se s tem seveda sprijaznila in zato tudi prišla, je pa na koncu se izkazal za velik korak naprej. Ja, prav to kvaliteto študentov si že v nekih intervjujih omenjala. Zdaj ameriški študenti veljajo za najboljše, najbolj ambiciozne, pač poleg kitajskih. Pri nas vedno poslušamo, kak je problem z celotnim izobraževalnim sistemom in da najboljš, da začnemo znova, ampak kaj si ti ugotovila? Je v bistvu ravno obratno. Ne? Naši študenti so bolj ambiciozni, bolj so zavzeti, bolj znajo. Seveda Slovenci smo delovni narod in tudi naši študenti to veliko kažejo. Ameriške univerze, po drugi strani, njihovi študenti so recimo navajeni, da jim vse nekdo servira na krožniku in nimajo tistega moči, v bistvu premagovanja ovir. To jim resnično manjka. Njih vsaka najmanjša ovira vrže s tira. Tudi, ne vem, starši hodijo na govorilne ure, stvari so se, v bistvu so nekako kar... Ni tam običajno, da se otroci odselijo, da grejo študirati v drug kraj? Ja, ampak tako kot pri nas, ne, sej greš študirati v Ljubljano, greš v študenta v Ljubljano, ne, sej se ne voziš vsaki dan. Ampak nekje potem starši pridejo za njimi? Ali... Ja, starši se pa pripeljejo tudi z letalom in potem pridejo na govorilne ure, ne. Mislim, jaz sem bila prav šokirana, ko sem takšne stvari videla. Seveda ne vsi, ne, ampak... Problem ZDA je, njihove univerze so zelo znane in če imaš ti tisto željo po uspehu, ti nudijo ogromno priložnosti. Ampak te priložnosti, v bistvu, ko pa gre za povprečnega študenta, pa oni te priložnosti ne jemljejo, ne? In je v bistvu imajo majhno število odličnih študentov, ampak v povprečju so pa študenti na dosti nižjem nivoju kot pri nas. In tako da jaz sedaj v 3 letih, odkar sem v Ljubljani, imam dosti boljše študente, kot pa sem jih imela prej kadarkoli v ZDA. Wow. Kakšna je razlika v nekem tempu življenja v Kaliforniji pa v Sloveniji? Kalifornija, sicer ZDA so malo bolj natempirane, ampak Kalifornija slovi kot bolj ležerna dežela. Kalifornija je ležerna samo navzven. V Kaliforniji je ogromen tempo, kajti tukaj zraven Silicijeva dolina, tukaj gre za... kot Američani reče cutthroat, se pravi tekmovanje, dosti je startupov, dosti je tiste želje po uspehu, edino, če si uspešen v svojem poslu, si lahko srečen v njihovih glavah in je v bistvu tukaj se pravim, tale ležernost se vidi samo navzven, ne? Ker potem navzven pa oni dajo sliko, vedno so veseli, vedno so srečni, vedno v bistvu jaz nisem še doživela, da ko nekoga vprašaš, kako si, da bi ti rekel karkoli drugega kot super in fantastično in ne vem kaj, ne? In potem sem jaz enkrat res bila slabe volje in sem nekomu rekla nazaj, da danes sem pa ne bi ponovila teh besed, ker niso ravno za veter. In so me gledali, kot da sem padla z lune in prav niso vedeli, kaj bi si z mano počeli, ampak ni te iskrenosti. Ne? Oni se kažejo, kako je njihovo življenje najlepše, ker to je zgodba, v bistvu to te dela uspešno. Ne? Da si ti vesel, srečen. To je v bistvu zelo podobno, kot vidimo pri današnjih Instagram influencerjih. Vsi kažejo to plat življenja, ki je fantastična, vesela, ne? Ampak
ko pa ugotoviš, kaj se z njimi resnično dogaja v življenju, pa ugotoviš, da seveda, tako kot pri vsem ostalem, temu ni tako, samo ne pokažejo tega. Kaj pa najbolj pogrešaš glede Kalifornije? Mogoče to, da sem imela smučanje tako na dosegu roke. Sedaj potrebujem kar nekaj več časa, da pridem do smučišča in tam sem pa res to lahko počela skoraj vsakodnevno, ko je bil sneg in to mogoče še najbolj pogrešam. To pa ne dvomim. Včasih je bilo za raziskovanje vesolja, astrofiziko, potreben dostop do teleskopa fizičen. Danes raziskovalci do teleskopov dostopate nadaljavo, sploh seveda do Jamesa Webba, ki je v vesolju, ampak tudi do drugih velikih teleskopov, ki so na Havajih ali pa v Čilu. Kdaj se je to prav zares spremenilo in kako je drugačna izkušnja zaradi tega, pa ali kdaj še uporabljaš fizični teleskop? Kako s tem? Torej, fizično teleskop uporabljamo relativno malo in že v prejšnjem času, se pravi, ko sem bila v ZDA, smo imeli dostop do Kekovega teleskopa, do 2 Kekovih teleskopov. To sta ena največjih teleskopov, ki jih imamo tukaj na Zemlji za optično astronomijo. In ta 2 teleskopa sta na višini več kot 4000 metrov. In že v takrat so, ko je bilo to še bolj v povojih, se pravi, govorimo o 20 letih nazaj, so v bistvu dostop do teh teleskopov omejili. Kar ti ugotovili so, če pošleš ti astronoma, ki ponavadi živi na kalifornijski obali na 4000 metrov višine, lahko imaš kar nekaj problemov. Višinsko bolezen, lahko imaš višinsko bolezen, ampak tudi, če nimaš višinske bolezni, se pa izkaže, da postaneš kar malo neumen, ne? In upravljanje teleskopa zahteva kar določeno mero iznajdljivosti in seveda moraš biti koncentriran in seveda upravljati ta teleskop natančno. Gre za kar naporno, intelektualno naporno delo, ne? In se je izkazalo, da je marsikdo naredil kakšne neumne napake in s tem zapravil dragoceni čas, ne? Ker te noči, ena noč na takšnem teleskopu, mi jih sicer nismo direktno plačevali, ampak če preračunaš, koliko stane takšen teleskop in koliko je pol vredna ena noč opazovanja na takšnem teleskopu, prideš tam kar 100,000 in več dolarjev na noč, ne? In $100,000 vreč skozi okno zaradi tega, ker imaš znanstvenika, ki zaradi višine naredi kakšno neumno potezo, ni najbolj vredo, ne? In so že takrat, ko sem jaz začela opazovati, naredili tako, da je bil en delavec na teleskopu samem, pomagal upravljati teleskop, ampak vso kontrolo nad teleskopom si pa imel ti na nadmorski višini 500 metrov in si upravljal teleskop v bistvu iz pisarne, ne. Tako da, ampak takrat je to še vedno bilo tisto romantično početje, ker si šel na Havaje, si upravljal teleskop celo noč, seveda smo čez dan tudi kdaj šli do teleskopa, smo se zapeljali do teleskopa, da si ga videl od blizu. Parkrat sem tudi sama opazovala na višini, tako da tega je sedaj vedno manj, ne? Ker hočeš optimizirati tudi programe in je v bistvu lažje, če nekdo upravlja s tvojim programom in ga pač usmeri na teleskop točno takrat, ko so razmere najbolj ugodne za opazovanje tvojega objekta in tako dalje. Tako da vedno več opazujemo ali sploh ne opazujemo, v smislu, da damo jim program, povemo točno, kaj hočemo opazovati, kdaj, koliko, kakšne osvetlitve, kakšni filtri, kakšne nastavitve potrebujemo in potem oni v bistvu izvajajo te programe.
Ali pa če že direktno opazujemo, smo ponavadi na nižjih višinah in upravljamo s teleskopom nadaljavo. Torej, eno od področji, s katerimi se ukvarjaš, še posebej vroče, gre za odkrivanje najstarejših, oziroma kot si prej izpostavlja, najmlajših galaksij, kar so posnetki iz vesoljskega teleskopa James Webb zdaj eno eksplozijo teh znanj naredili in dodobra načeli nekatere stvari, ki so veljale za fiksne. A lahko malo natančneje, ampak laično pišeš, kaj točno ste odkrili? Torej, mi opazujemo zelo zgodnje vesolje. V bistvu, ko pogledamo v daljavo, mi ne vidimo objektov takšnih, kot so v tem trenutku, ampak jih vidimo takšne, kot so bili v preteklosti, kajti svetloba potrebuje svoj čas za potovanje. Ne? To je podobno kot v starih časih, ko smo si še pošiljali pisma preko luže, si vedno dobil informacije, ki so bile zakasnjene za kakšen teden. Ne? Dan današnji tega ni več, ampak pri svetlobi je pa še vedno tako, da potrebuje svoj čas in naprimer sonce, če bi v tem trenutku ugasnilo, bi mi to videli šele čez 8 minut. Se pravi, opazujemo sonce vedno z 8-minutnim zamikom. No, ko pa pogledamo zelo daleč v vesolje, vidimo galaksije z 13 milijardami let zamika. Se pravi, pogledamo v zelo zgodnje vesolje, takrat, ko so galaksije šele nastajale in vidimo te galaksije. Takrat so bile seveda zelo mlade, dan današnji bi bile te galaksije seveda zelo stare, ampak jih verjetno niti ni več. Delamo raziskave, kajti želimo vedeti, kako so nastale prve galaksije. Žene nas namreč tista, mogoče celo otroška radovednost, ko se sprašujemo, od kod prihajamo. Ne? Mi bi radi vedeli, kako je nastala naša galaksija in če hočemo to vedeti, moramo pogledati v zgodnje vesolje, da vidimo, kako so nastale prve galaksije. In imamo zelo dober način, da to pogledamo. Ne? Kakšni zgodovinarji so nam kar malo nevoščljivi, kajti mi lahko naredimo sliko tistega časa. To si predstavljate tako, da bi lahko poslali nekaj v stari Egipci, naredili fotografije tistega časa in potem raziskovali. Ne? Tako da je kar zanimivo in kot si omenil, ugotavljamo, da so galaksije nastale prej. James Webb nam je to pokazal, so nastale prej, kot smo mislili. V tem zgodnem vesolju že vidimo zelo razvite galaksije, tudi črne luknje so nastajale že zelo zgodaj. Tako da nam je odkril marsikatero novo uganko o nastanku vesolja. Ja. Ampak teorije osnovne še vedno držijo o velikem poku in vsemu temu. Osnovna teorija o velikem poku seveda še vedno drži. Vesolje je še vedno, naše vidno vesolje je še vedno staro 13,8 milijard let. Ampak se pravim, kdaj v tem času so pa začele nastajati prve galaksije, to pa se zamika v so nastale še prej, kot smo mislili. Mi smo mislili, da so prve galaksije nastale po približno 400 milijonih let, ampak sedaj se izkaže, da so nastale mogoče že celo po 200 milijonih let. To so pač stvari, ki jih trenutni učbeniki še pišejo, ampak bojo se kmalu morale spremeniti, kajti nova dognanja premikajo to lestvico malo bolj zgodaj. Ampak tista osnovna teorija je seveda neizpodbitna. Zdaj, temna snov predstavlja 85% mase vesolja, ampak je s trenutnimi metodami in tehnologijami ne moremo neposredno videti. Kako jo tvoja raziskovalna skupina odkriva? To zelo pomembno stvar, o kateri vemo tako malo. V bistvu vemo, da obstaja, kajti ko pogledamo objekte in zmerimo njihovo maso, vidimo, da so te mase dosti večje kot pa masa samih zvezd in plina, ki so v teh objektih. Mi pa smo imeli to srečo, da smo opazovali en sistem, kjer sta dve jati galaksij. Pri jata galaksij gre za skupek
tisočih galaksij, ki so povezane preko gravitacije, se pravi, so težnost, tako kot je recimo naša Zemlja gravitacijsko povezana na Sonce in vse skupaj povezano z našo galaksijo, se drži skupaj. Tako imamo tudi jate galaksij, kjer se 1000 galaksij drži skupaj. Opazovali smo trk 2 takšnih jat in smo v bistvu s tem naredili ga nismo, narava nam je dala pospeševalnik temne snovi. Kajti za tiste, ki poznajo mogoče fiziko delcev, v CERN-u imamo pospeševalnik, kjer trkajo navadni delci in s tem lahko raziskujemo, iz česa je snov in kako ta snov reagira. Tako imamo mi v vesolju trk 2 takšnih jat galaksij, ogromno temne snovi, trči druga z drugo in tako lahko izmerimo nekatere lastnosti temne snovi. In ugotovili smo ne samo, da temna snov obstaja, ampak tudi, da se obnaša zelo nenavadno. Pričakovali bi, da takšna snov interagira, ko ti ploskneš z roko, čutiš. Tudi ko gre z roko skozi zrak, kljub temu, da zraka ne vidiš, čutiš, da je nekaj, da je nek medij tam. In tukaj pa imamo 2 medija, ki trčita drug v drugega, ampak se ne zgodi nič. To gre sta direktno druga skozi, temna snov gre direktno druga skozi drugo in ni tiste interakcije, ki bi jo pričakovali, če bi bila to navadna snov. Še vedno sta povezani preko gravitacije, se pravi, če vržeš kamen v zrak, pride kamen nazaj na Zemljo, ker ima Zemlja svojo gravitacijo, podobno tudi, če bi bili na oblaku temne snovi in bi vrgli kamen v zrak, bi ta kamen prišel nazaj. Se pravi, tako še vedno interagira preko gravitacije, ampak vse ostale interakcije, ki smo jih pa navajeni pri navadni snovi, pa po dosedanjih meritvah ne obstajajo oziroma so zelo šibke in to nam daje tisti odgovor, da je pač ta snov nekaj zelo nenavadnega. Temno snov je prva odkrila znanstvenica Vera Rubin in ravno v teh dneh, mesecih, kakorkoli, se zaganja prvič oziroma začenja delovati teleskop po njej poimenovan. To je en največjih teleskopov, kar jih imamo. In naj bi med drugim zaznal milijone asteroidov v našem osončju in spremljanje milijard galaksij in ne vem kaj še vse. Kaj pomeni tale teleskop Vera Rubin za raziskovanje vesolja, za naše razumevanje? Tale teleskop pomeni ogromno za naše razumevanje, kajti za razliko od Webbovega teleskopa, kjer opazujemo objekte enkrat in pač vidimo objekt, kot je recimo Webbov teleskop zelo slab za večkratno opazovanje neba. Tudi, ko bo končal svojo misijo po 20 letih, bo količina neba, ki ga bo preiskal, zelo, zelo majhna, kajti teleskop ima zelo majhno vidno polje. Tukaj gre za desetinko lunine ploskve recimo in se pravi, ti gledaš tiste male delčke neba z Webbovim teleskopom, medtem ko pa Vera Rubin teleskop je pa bil zasnovan za popolnoma drugo idejo in sicer, da pogledamo celotno nebo, kolikor lahko in to večkrat. Kar pomeni, da lahko preučujemo razne eksplozije, stvari, ki se spreminjajo na nebu in prav zaradi tega je v bistvu ta pomemben za drug del raziskav, ki se tičejo tega teleskopa. Ravno kar sta v ZDA v obravnavi 2 predloga družb za upravljanje sateliti, ki bi lahko imela močan vpliv na astronomijo. In sicer Reflect Earth načrtuje pošiljati v orbito satelite z ogledali za osvetljevanje planeta po potrebi, SpaceX pa kar 1 milijon Starlinkov.
za dostop do interneta in ne vem kaj še vse. Kaj bi to pomenilo za raziskovanje vesolja iz teleskopov, ki jih imamo na Zemlji, kjer si rekla, da vsaka noč stane $100,000? Ja, že sedaj imamo velike probleme z temi Starlinki, kajti onesnažujejo nam nebo, svetlobno pokvariti lahko celo noč takšnega opazovanja. In problem je tukaj, ker to bo velik problem za astronomijo, kot pravim, je že velik problem za astronomijo, ne? In problem je, ker ni regulacije prave. To v bistvu lahko ena družba pošle in tukaj nekako ni neke regulacije, ki bi rekla, tole rabimo, tole pa ne rabimo, ne? In zakaj zdaj takšne stvari in kaj bo to pomenilo za našo znanost, ne? To so stvari, ki se jih nihče prav ne sprašuje in je kar malo zastrašujoče. Ja, ker v bistvu zdaj tale Vera Rubin, ki ne vem, kako dolgo so gradili, ampak zdaj, če bodo Starlink prepravili nebo, potem ne bo neke dejanske koristi oziroma bo bistveno manjše. Ne? Ja, bistveno manjša korist, kot sem rekla, trenutno nam pokvari določen procent opazovanj, kajti ko pride takšne, nekatere stvari se dajo popraviti, nekatere stvari pa ne, saj to vsak fotograf ve. Ja. Ko ti en objekt zastre, objekt, ki ga želiš fotografirati, če bi bilo to nekje v ozadju, se še da nekako rešiti sliko, ampak to je v bistvu direkt. To je kot da ti nekdo prileti direktno med fotoaparatom in tvojim objektom in je tukaj v bistvu velik problem. Ja, sej. In ko že ravno menjava SpaceX, nedavnega je njihov lastnik Elon Musk obljubljal kolonizacijo Marsa, da je tik pred vrati in kot se tolikokrat kot že prej zgodilo, je zdaj si premislil, da to ne bo. Ampak kaj pa ti meniš, kakšne so možnosti za poselitev Osončja oziroma v kakšnem časovnem roku? V nobenem doglednem je moj odgovor, zaradi tega, ker te stvari so neskončno težke. Torej, mi smo poslali teleskop v vesolje, gre za $10 milijard vreden teleskop, ki je potreboval vse od inženirjev do astronomov, da smo to uspeli zgraditi, narediti. NASA ima svoje protokole, mi smo imeli seveda pri 10 milijardah se zelo vprašaš, kaj, če bi šlo narobe A, B, C. Ja. NASA je imela 350 takšnih ABC-jev in za vsakega rešitev, kajti tukaj je bilo res pomembno, da utirimo ta satelit natančno in v bistvu je šel daleč, ampak niti ne tako daleč. Govorimo o 5-kratni razdalji do Lune, ne? Tako da, kje je še Mars, ne? In glavni razlog tudi, zakaj je takšna visoka cena, je, ker moraš predvideti vse te stvari, ne? Ko pa gre za misije z ljudmi na krovu, je pa to še več redov velikosti, večji problem, kaj ti seveda moraš poskrbeti za stvari, morajo biti še 1000-krat bolj varne in tukaj gre za ogromno enih priprav in to je res tudi pristanek na Luni, ne, je v bistvu potegnil za sabo celotno v bistvu ameriško gospodarstvo takrat, ko so to s tem začeli delati. Mi smo sicer hvaležni, ker nam je to pomenilo, da so zagnali NASA in vse projekte, ki so se zgodili kasneje. Ampak takšne stvari ne moreš zmeriti, ne moreš enostavno reči, ok, dajmo nekaj denarja, ne moreš vreči milijarde dolarjev v problem in ga enostavno rešiti. Ne? Tukaj gre res za
ni samo denar, ampak je tudi know-how, kako to narediti. In tukaj se pravi, je cela NASA zadaj, da so lahko sploh to naredili do Lune, kaj šele do Marsa. In ena stvar je priti do Marsa, druga stvar ga je kolonizirati. Seveda Mars je zelo neprijazen planet za kakršnokoli življenje. Jaz se večkrat šalim, da jaz nikoli ne bi šla na Mars, ker ni smučanja. Mislim, to tudi strogo resno, ampak dejansko je to predaleč, prezahtevno, vse, kaj šele, da bi kolonizirali karkoli drugega. Ampak vsi planeti v našem osončju so neprimerni za življenje in samo pot do tja bi trajala tako dolgo. Veš, ko začne biti, ne vem, sicer ne na Mars, na Mars se pride v 14 dneh, ampak ko je pot do nekega planeta traja, ne vem, 70 let, kako boš ti preživel s takšno misijo. Tako da ne bo se še to zgodilo hitro in bi bilo tudi neumno, kajti mi lahko dosti več zvemo, dosti več naredimo z misijami brez ljudi. Pošljemo robote na te ostale planete, se ogromno naučimo, kaj lahko delamo. Po drugi strani pa tudi boljše pazimo na našo zemljo, ker samo to je način, da bomo naše človeštvo ohranili. Ja, ko si omenjala prej te protokoli, kaj vse je treba, enkrat sem slišal, da je bilo pri transportiranju Jamesa Webba do izstrelišča v francoski Gvajani treba tudi skrbeti, da je obstala nevarnost, da bi pirati napadli. Seveda, ko imaš ti 10 milijard dolarjev vredno misijo, sej ti ne moreš tega teleskopa prodati na bolhi za 10 milijard, ampak nekomu je pa to vredno 10 milijard in seveda pirati so ugotovili, da bi bilo to zelo dobro ugrabiti in zahtevati, ne vem, milijardo nazaj za to, da ga vrnejo. Tu bi šlo za klasično ugrabitev. In seveda, to je bil velik problem in je bilo treba za to tudi čuvati. Ja. Ker prav si ne predstavljaš, da pač res piratstvo in vesolje, razen v nekih najbolj poceni teh romanih šundovskih iz 50-ih. Ja, ampak tukaj je bil dejanski problem, zato se tudi mi nismo vedeli takrat, kje je teleskop, ni se v bistvu oglaševalo, ker seveda, če ne bi bilo te grožnje, bi bil to tako rekoč live stream, kje je teleskop, kaj počne. Mislim, zdaj imamo to, lahko greste na internet in pogledate, kje je trenutno James Webb teleskop in lahko vidite, kje se točno nahaja in vse, ampak takrat je bila to tudi skrivnost, kajti seveda obstajala je ta možnost, da ga kdo ugrabi, ker je pač to zelo vreden projekt. Torej, ja, poleg astrofizike si se ukvarjala tudi s fiziko smučanja, večkrat si že omenila smučanje. Zdaj na strani UC Davis je tudi serija videov z tvojimi predavanji o fiziki smučanja, o tem, kako energija se porabi in gravitacija deluje. Kje je presečišče tukaj? Kako si prišla do tega raziskovanja smučanja? Tukaj moramo popraviti, jaz nisem se ukvarjala s tem raziskovalno, jaz sem se ukvarjala s tem v bistvu pedagoško. Se pravi, ideja je prišla, ker seveda, ko učimo študente nekakšne sile na klancu, če ti fizika ravno ni neskončno všeč, je to lahko zelo hitro, zelo suhoparno in hotela sem malo popestriti ta predavanja, sploh ker v Ameriki imajo študenti ogromno izbirnih predmetov, tako da jaz sem učila
predmet, ki se je imenoval Fizika Kalifornije, in to so vzeli ne študenti znanosti tudi, torej tukaj so bili humanisti in vsi ostali družboslovci, ne, to je bilo prav za njih namenjeno in seveda noben me ne bo poslušal, ko bom jaz tam neke vektorje risala po tabli in zaradi tega sem pa razmišljala, ja, kaj pa bi bilo, če bi naredili pa en predmet, kjer bi to razložili na v bistvu tak dejanski način, da je pač študentom nekoliko bližje. Ne. Sicer se je kasneje izkazalo, da zelo malo študentov v Ameriki smuča, dosti bolj sem bila uspešna z fiziko potapljanja in surfanja, kajti tudi to je vseboval ta predmet. Ampak ja, študenti so bili navdušeni, ker tudi, ne vem, gledati predavatelja, kako pade po strmini, ne. Jaz nisem profesionalni smučar, tako da tudi kakšna taka stvar je prišla vmes, seveda naredi vse skupaj malo bolj osebno, ne. In posebej v času korone je bilo to kar pomembno, da smo naredili ta malo bolj osebni pristop do študentov. Torej je bilo to uspešno, se prijelo? Se je kar prijelo, ja. Smo imeli dosti študentov, sicer tako je, ne, pri teh predmetih študenti ne izbirajo potem, kaj je najbolj zanimivo, ampak potem, ki je najlažje dobiti dobro oceno. Ja, seveda. Zdaj pri nas v sklopu svojega dela na fakulteti za matematiko in fiziko pa najbrž ne vključuje fizike smučanja. Trenutno še ne, ker trenutno predavam večinoma astronomske predmete, ampak zagotovo že razmišljam, da bi mogoče to nekako vključili v program, morda kot kakšen izbirni predmet ali kaj takega. Drugače Herman Potočnik Nordung v svoji knjigi primerja smučarske skoke z potjo v vesolje. Ja, ne, ogromno je tukaj. Se pravi, fizika je lahko predstavljena zelo suhoparno, lahko pa je predstavljena fantastično zanimivo. Ne? In to je meni oče, ko sem bila majhna, mi je vedno znal razložiti fiziko na takšen zelo zanimiv način in midva smo delala poskuse z vodo in potem je vedno vse razložil, kako stvar deluje. In v bistvu tako postane fizika ne tisti suhoparni bav, ki ga mogoče nekdo dojema kot takšnega, ampak tisto res otroško radovednost ti poteši. Ne? Jaz imam 3-letnega sina, ki me vpraša, ne vem, zakaj so oblaki, ne? Sedaj je v tisti fazi vse je zakaj pa kako. In potem mu razlagam, ne? In v bistvu te otroške radovednosti ne smemo nekako poteptati, ampak jo moramo vzpodbujati in takšni predmeti, jaz upam, pač vzpodbudijo, da človek začne razmišljati. Ker tudi jaz moram priznati, da sem se ogromno naučila, ko sem naredila ta predmet. Ker ja, saj veš, kako nastanejo valovi, ampak ker sem tudi sama nekaj surfala, ne, potem ugotavljaš, da ti valovi prihajajo v določenih številih, ne, in ponavadi je vedno liho število valov in zakaj se to dogaja in tako dalje. To so bila vsa vprašanja, ki sem tudi jaz se potem malo poglobila v to temo, da sem lahko odgovarjala na ogromno teh vprašanj, ki so seveda zelo zanimiva, ko si jih postaviš. Ja. In zakaj je liho število valov? Prihaja tukaj do v bistvu valovanje se sešteva, ne? In tukaj seštevaš različne valove in če ti sešteješ valove pri različnih valovnih dolžinah, prihaja do tako imenovanega utripanja in imamo v bistvu 2 manjša valova, na srednji je najvišji in potem še 2 manjša valova, recimo, če jih je 5. Ne? In zato je tukaj vedno liho število, ker pride ravno do seštevka, ki omogoča to utripanje. To je v bistvu seštevanje 2 valov z različnimi frekvencami. Seveda, če bi jaz narisala 2 valov, različne frekvence na tablo in potem to seštevaš,
to lahko matematično vse pokažeš, ampak to potem nobenemu ni. Seveda tisti, ki uživajo v matematiki, so fantastično navdušeni, ampak vsi ostali pa ne. In se pravim, tukaj je bilo potrebno to približati tudi splošni publiki. No, ko ste ravno pri tej temi približanju splošni publiki, zdaj od porasta YouTuba, še posebej po zadnjem obdobju, ko imamo ta orodja generativne umetne inteligence, se tam pojavilo ogromno videov, ki trdijo, da je narobe vse, kar vemo o astrofiziki, da so asteroidi, ki so prišli iz venosončja, kot je 3I Atlas, pravzaprav vesoljske ladje, da so galaksije, ki so starejše od vesolja, črne luknje, portali v ne vem kam. In kako se astrofiziki soočate s tem, ko pride nekdo, ki je nekaj videl na YouTubeu in te zdaj proba prepričati, da on pa ve? In da je Zemlja ploščata, ne? Tale glavni, ogromno je teh misinformacij, ne, trenutno in proti temu se seveda borimo. Borim se tudi, ko izobražujem študente, ne, da seveda ta generativna umetna inteligenca je lahko zelo super, ampak je treba vedno preveriti tudi vire in preveriti, odkot to prihaja in samo tako lahko ugotovimo, kar je res, pa kar ni res, ne, da tudi ločimo seme od plevela. In tako probamo naučiti, izobraziti mlado generacijo, da temu takšnim stvarem in pa tudi starejše, ne, da takšnim stvarem ne bi nasedali, ne. No, ampak med študenti fizike in astronomije najbrž ni veliko takih, ki bi verjeli v te neke... Ne, to seveda, to so v bistvu že znanstveniki, ki znajo to raziskavo narediti, ne, ki znajo sami ugotoviti, kaj je res pa kaj ne. Ampak gre pa tudi za splošno publiko in je zelo pomembno, da izobrazimo, da vemo, sicer je pa tako, ne, pri določenih primerih, ko ljudje slepo verjamejo nečemu, ga ne boš prepričal, ker tudi, če mu vse znanstvene argumente postaviš, on enostavno te argumente ovrže, ne. Pač ljudje so nekako navajeni biti selektivno verjeti, ne. In to se je izkazalo tudi v času korone, je bil to velik problem in ni bilo zaupanja v znanost in tega je vedno več, na žalost. Se pravi, poskušamo z izobraževanjem in pri določenih ljudeh to seveda zelo dobro deluje, pri določenih ljudeh pa si rečeš, dobro, potem pa verjami in jaz ne morem tukaj, ne. Maruša, hvala za obisk v studiu, veliko uspehov pri proučevanju najstarejših, najmlajših galaksij in ostalih zadev in veliko smučanja. Hvala. Nasvidenje.